včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bom grmovje posekal, travice požil, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. A najlepša stezica gotovo je ta, ki me vodi do hiše, kjer so mamca doma. Ki me vodi do hiše, kjer so mamca doma. Pesem, ki so tiste stezice, v izvedbi deklin Teje, Klare, Ane in Sare, nas je uvedla v ta slovesni večer, ko obeležujemo 70-letnico mesečnika za Slovence po svetu Naša luč. Naj najprej pozdravim spoštovano gospo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Heleno Jaklič, direktorja družine Toneta Rodeta, naše goste okrogle mize, ki so zbrani tu v galeriji družine, profesorico Heleno Janežič, magistra Jurija Pavla Emeršiča, Ljuba Bekša in dva gosta, ki sta z nami povezana nadaljavo, Matejo Richter in monsignorja Janeza Puclja. Lep pozdrav pa tudi vsem vam, cenjeni obiskovalci. Z veseljem vam sporočam, da se je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu odločil reviji Naša luč ob njenem visokem jubileju podeliti zlato priznanje. Priznanje bo podelila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v imenu vseh ustvarjalcev in sotrudnikov Naše luči, ki so se zvrstili skozi 70 letij, pa ga bo sprejel odgovorni urednik revije Lenart Rihar. Besedo torej predajam gospe ministrici, dr. Heleni Jaklič. Najlepša hvala za besedo. Prisrčen pozdrav vam vsem, dragi gostje, ki ste danes tukaj. Seveda pa še poseben pozdrav spoštovanemu ravnatelju Rafaelove družbe ter pravzaprav glavnemu odgovornemu uredniku revije Naša luč, spoštovanemu monsignorju Janezu Puclju, tam daleč v Nemčijo, pa vendarle blizu z nami. Spoštovani ustvarjalci Naše luči, mesečnika za Slovence po svetu, spoštovani gostje, dragi prijatelji. Iskreno sem vesela, da sem danes lahko skupaj z vami in da skupaj z vami praznujem 70. obletnico izdajanja revije Naša luč, ki je vsa ta desetletja povezovala slovenske rojake po svetu, še posebej pa v Evropi, ter seznanjala slovenske zdomce in izseljence o kulturnih, verskih in narodnih vprašanjih v domovini in v evropskem prostoru. Ob tem velja še posebej izpostaviti in pohvaliti, da so bila temeljna vsebinska izhodišča ustvarjalcev revije vedno jasna in nedvoumna. Krepiti narodno identiteto, utrjevati krščansko misel, spodbujati in podpirati zdomce in izseljence pri njihovem delu za skupno dobro in za dobro slovenske skupnosti. V zadnjem obdobju pa posebno skrb namenjajo tudi za slovenski jezik, še posebej za med najmlajšo generacijo. Nenadomestljiva je bila vloga revije v času, ko zaradi totalitarnega režima, ki je zelo skrbno bdel nad javno besedo, ni smela revija izhajati v Sloveniji. Izjemnega pomena je bila pred 30 leti, ko je jasno pozdravila odločitev slovenskega naroda, da želi živeti v svoji državi, ki bo svobodna,
neodvisna in pravna država. Pravzaprav je to idejo revija nosila v sebi že dolgo pred tistim slovesnim decembrom leta 1991. Prav zaradi te odločitve o samostojnosti Slovencev pred 30 leti lahko našo luč že 30 let beremo in izhaja že v Sloveniji, ter brez strahu prinaša odlično in kritično branje tudi pri mnogim bralcem tu v Sloveniji, kar še kako potrebujemo. Morda v današnjem času še bolj kot pred desetletji. Danes, ko so slovenske skupnosti v Evropi in po svetu pred številnimi izzivi, jih je epidemija, s katero se že skoraj 2 leti sooča svet, še pomnožila, je vloga, pravzaprav poslanstvo naše luči še toliko večja. Želim vam, da bi tudi v teh zahtevnih časih revija in vsi njeni ustvarjalci ter sodelavci nadaljevali svoje delo enako predano in z isto vnemo, kot to počne že 70 let. Ob tem prazničnem trenutku, resnično iz vsega srca in z najboljšimi željami, želim izročiti priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ob 70. obletnici izhajanja revije, ki je vsa ta desetletja predstavljala pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in domovini, ter prispevala ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med rojaki zunaj naše domovine. Iskrene čestitke in vse dobro še naprej. Iskrena hvala Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, da se je odločil ob 70-letnici podeliti priznanje za delovanje naše luči, ki nam ogromno pomeni, ter je hkrati tudi podpora in spodbuda za nadaljne delo. Hvala. Profesorica Helena Janežič, današnja voditeljica okrogle mize, je zgodovinarka, raziskovalka in strokovna sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice, obenem pa predstojnica oddelka, ki skrbi za celoten tisk, ki izhaja v tujini v slovenskem jeziku ali so njegovi avtorji Slovenci. Ker je velika poznavalka te tematike, nam je v veselje, da bo vodila današnjo okroglo mizo. Preden pa prevzame besedo, vas vabim, da prisluhnemo še deklinam s čudovitimi melodijami skladbe Lipa zelenela je. Posipala
Dober večer, dragi gostje in seveda dober večer tudi dragi moji sogovorniki. Dva tu v dvorani in dva v malo bolj oddaljenih koncih, ampak vesela sem, no, da nam je uspelo, da smo kljub temu skupaj, kajti danes praznuje naša luč železni jubilej. In ker je železo treba kovati, dokler je vroče, mi dovolite, da vam najprej predstavim nocojšnje sogovornike, udeležence te praznične okrogle mize. Z nami je, kot smo že slišali iz daljave, gospod monsignor Janez Pucelj, glavni urednik revije Naša luč, tudi župnik na slovenski župniji v Münchnu in predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, pa tudi koordinator pastorale Slovencev po svetu pri Slovenski škofovski konferenci. Lepo pozdravljeni, gospod Pucelj. Z nami je tudi gospod Ljubo Bekš, dolgoletni odgovorni urednik Naše luči, ki je na ljubljanski teološki fakulteti diplomiral prav na temo Naše luči in bil tudi aktivna priča pri prenosu revije iz tujine v Slovenijo po osamosvojitvi. Dobrodošli. Gospa Mateja Richter je diplomirala iz slovenistike in komparativistike. Od leta 2018 je urednica Nedelje, cerkvenega lista Krške škofije. To je medija, ki mora tako kot Naša luč preživeti zunaj meja Republike Slovenije. Dela v hiši v Celovcu, ki je v zahtevnih povojnih časih nudila tudi dom Naši luči. Lepo pozdravljeni. Z nami pa je tudi magister Jurij Pavel Emeršič, profesor zgodovine na gimnaziji Želimlje, kritičen intelektualec in publicist, ki se je v svojem magisteriju ukvarjal prav z nocojšnjo temo. Slovenski izseljenski duhovniki v primežu represivnih posegov ljudske oblasti. Lepo pozdravljeni. Leta 1952, za novo leto, je v Celovcu išla prva številka Naše luči. Od takrat že 70 let prinaša luč in povezuje Slovence, predvsem tiste, ki živijo razseljeni po Evropi. Prvi 2 leti je šlo po 6 številk letno, nato je postala mesečnik. Od prve številke pa vse do aprila 1990 jo je urejal dr. Janko Hornböck, dolgoletni odbornik in ravnatelj družbe Svetega Mohorja v Celovcu. Gospod Pucelj, tudi vaše urednikovanje štejemo v desetletjih. Urednik Naše luči ste postali s prvo številko v letu 1992. Kako se vi spominjate začetkov ustanovitve, začetkov Naše luči in tudi vaših začetkov pri Naši luči? Ko sem prišel jaz med slovenske izseljenske duhovnike leta 1981, je bila Naša luč, če gledamo na naklado, nekako ne na višku, ampak že preko zenita. Vendar je v tem času nekako dosegla tisto raven, ki lahko rečemo revijalna raven, pa tudi jezikovno in bi rekel po vsebinah, nek svoj višek. Vse to je seveda delo dolgoletnega urednika dr. Branka Rozmana, ki je prišel iz Argentine in se je zelo zavzel za to, da je revija nekako dobila eno privlačno podobo. Začetki so seveda, naše revije so veliko prej. Leto 1952 je tisto leto, ko je nastalo več časopisov, tudi Družina. Mislim, da je s tem letom začela svoje javno nastopanje. Mi se seveda veselimo danes tega, da je 70 let dokaj dolga doba tudi za eno tako publikacijo, kot je izseljenska revija Naša luč. Začetki.
imamo nekako 4 imena, ki so na začetku nositelji ali pa nosilci tega projekta. Nastal pa je ta projekt nekako v dogovarjanju, kako v tem povojnem času slediti Slovencem, ki so že prej živeli zunaj domovine, in pa tem, ki so kot begunci takrat prihajali v Evropo in po svetu. Torej, temu treba računati s tem, da je bilo slovensko življenje, izseljensko življenje dobro organizirano. Vsezadnje so prva društva, skupnosti, organizirane skupnosti nastale že konec 19. stoletja. Mislim, da, kolikor jaz poznam, že 1898 ali pa morda še malo prej, so že prve skupnosti organizirano delovale. Kasneje se je to seveda v 20. stoletju močno okrepilo, ker so predvsem na rudniška področja prihajali mnogi, tudi iz Slovenije ali pa iz slovenskega ozemlja, kot rudarji ali pa se v rudnikih zaposlili. Takrat je na teh področjih delovalo tudi že kar nekaj slovenskih duhovnikov, ki so skrbeli za Slovence, med njimi Valentin Zupančič, Padkale, Vinko Žakelj, Liež, Stanko Grims je bil v Merlebachu in Zdravko Reven v Charleroi. To je vse ta črta rudnikov, bi lahko rekli, od severne Francije preko Belgije in nizozemskega Limburga, tja v Nemčijo, severno od Aachna, premogovniki rjavega premoga in potem seveda Porurje kot velika zakladnica črnega premoga. Tukaj so delovali tudi nekateri duhovniki, ki so bili domačini. Predvsem je znan seveda pater Teotim van Velzen v Herlenu, to je nizozemski Limburg, in pa Božidar ten Sundern v Vestfaliji. Poleg teh ustanoviteljev sta bila to dva, ki sta zelo podpirala tudi ta tisk. Seveda pa je treba tukaj posebej poudarek, in to me veseli, da je bilo že narejeno, dati Mohorjevi v Celovcu. Dr. Janez Hrnberg je prevzel takrat zelo izzivalno nalogo izdajatelja naše luči in je seveda zaradi tega on osebno, pa tudi Mohorjeva v Celovcu doživljala kar nekaj desetletij izza Karavank. Če naj morda samo še namen naše luči poudarim, že naslov kaže na to, da so duhovniki pač načrtovali pastoralni list. In da je ta list imel namen tudi nekako povezovanja med raznimi skupnostmi, da bi drug za drugega vedeli, da bi nekako dobivali med seboj sporočila, kaj vse jim uspeva v ohranjevanju teh treh vrednot. Duhovne kulture, slovenske kulture in pa družabnost. To se pravi, ta pastoralna skrb je zajemala človeka v celoti, od njegovega otroških, bi lahko rekli, let, ko so nastajale šole ali pa tudi pouk slovenskega jezika, verouk, preko vse te dobe, ko je človek najbolj aktiven, pa tudi tja v starost, ko so duhovniki mnogokrat edini nekako organizirano skrbeli tudi za ostarele ljudi, ki niso mogli več v skupnost.
Najlepša hvala. Ja, zagotovo je naša luč, poleg tega, da je informirala, tudi povezovala že celih 70 let in verjamemo, da bo tako tudi naprej. In zagotovo imajo za to tudi zaslugo tudi velika imena naše luči, nekaj ste jih že omenili, gospod Pucelj. Zdaj pa vas sprašujem, gospod Bekš, kot dolgoletni urednik imate zagotovo tudi vi spomine na tej svoji prehojeni poti z našo lučjo in tudi skupne zgodbe na velika imena naše luči, kot so Branko Rozman, Janez Dešar, Zdravko Reven. Bi nam morda zaupali kakšno? Najprej lep pozdrav. Se mi zdi, da moramo tukaj zraven nujno omeniti še gospoda Vinka Žaklja. Sigurno on je bil eden izmed teh takih kamnov, ki so tam stali in okrog katerih so se te stvari vse dogajale, ne. So bili to dejansko gospodje z veliko začetnico, duhovniki, ki so čutili svoj duhovniški poklic v tem misijonskem svetu, kjer so dejansko misionarili med temi našimi rojaki. In tudi naša luč je samo rezultat vsega tega, njihove skrbi, kako priti, kot je gospod Janez že prej povedal, kako priti do slehernega slovenskega človeka na tujem, ki je bil v težkem položaju. Kot prvo ni razumel jezika, imel je težak socialni status, delali so v težkih pogojih in duhovniki so jih iskali zato, da so jim prinašali tisti mir, da so jih povezovali in da so se znali tudi skupaj družiti, moliti in se poveseliti. In to dejansko so bili ti ljudje, duhovniki, ki so hodili na različna mesta, iskali so jih po domovih, po rudnikih, kjerkoli so vedeli, da bojo prišli v stik lahko z njimi. In to se mi zdi ena od bistvenih točk, zaradi katerih je naša luč bila tudi uspešna, ne? Zato, ker je rasla iz potrebe, iz ljudi, z določenim namenom, kako te ljudi združiti, informirati, povezovati in na koncu tudi formirati. In ko sem pripravljal za mojo diplomo, sem se pogovarjal z vsemi temi, v glavnem razen z gospodom Vinkom Žaklom, ne, ker je bil že pač pokojni, in vsi so mi govorili zelo podobne stvari, ampak vsaki svojega stališča in vsaki svojega teritorija, pri vseh je bila pa samo ena skrb za slovenskega človeka. In to je tisto, kar jih dela gospode, ki so z nogami na zemlji. Kakšna je bila pa potem ta skrb, se je nadaljevala ta skrb tudi potem, ko se je naša luč preselila v Ljubljano? Ja, ta prehod je bil zanimiv, ne. Takrat se je urednikovalo oziroma uredniško delo se je opravljalo v Ljubljani, gospod Rozman, ko se je preselil v Slovenijo, vse stvari so se pošiljale v Celovec, ne. In na koncu smo potem, so drugi o teh stvareh bolj odločali, ampak je prišlo do tega spoznanja, da bi bilo pa tudi simbolično dobro, da se vse dogaja doma. Tam, kjer naša luč spada, in da ta prehod pomeni tudi vabilo vsem rojakom po celem svetu, domovina vas je sprejela, pridite tudi domov. In zato se mi zdi, da bilo je kar dosti pomislekov, kako bojo ljudje sprejeli in dejansko, jaz kot urednik sem dobil kar nekaj pošte takrat, eni so bili nezadovoljni, morali bi ostati v Celovcu, morali bi delati, tam je bilo prej so nam bili tam zvesti, so nam dovolili vse, morali bi tam ostati, ampak po drugi strani je bil pa zelo pozitiven odmev tudi od drugih, da smo prišli nazaj v domovino. In takrat se je tudi v domovini spoznanje o slovenskem izseljenstvu in zdomstvu dosti povečalo. Dobili smo tudi kar nekaj naročnikov, tudi v domovini. Začeli smo prve povezave takrat s prvo vlado, da morda o kakšni pomoči ali sodelovanju, in moram reči, da z gospodom Venclom smo tukaj enkratno sodelovali in to je tudi pomagalo, da se je glas o izseljencih, o zdomcih, o naši luči slišal tudi tukaj. In to je ta plus, se mi zdi tega.
te selitve, ne? Oziroma, Ja, tako. Zdaj, če pogledamo, je pravzaprav že skoraj enkrat toliko časa, kot je bila naša luč zunaj, zdaj že pravzaprav doma, a ne, spet nazaj. Ja, če lahko samo nekaj dodam, prej, ko je gospa ministrica dala priznanje naši luči, sem se spomnil ene zanimive stvari. Ko sem jaz postal urednik leta 1992 in sem na prvem sestanku prije do mene duhovnik rekel: Ljubo, po moje boš ti luč zapiral. Lih tako mi je rekel, ne? Ampak potem pa si mislim, poglej, do kam je vse prišlo, ne? Ampak dejansko je prišlo zato, ker je imelo korenine. Če ne bi imelo nekih temeljev, ki so jih postavili res ti močni slovenski selenski duhovniki z vizijo, to je to. Tudi po njihovi zaslugi luč še vedno in zelo močno sveti. In sem presrečen tega dogodka danes in mi je bilo kar malo hudo, ko sem se spomnil za tisto nazaj. Hvala. Ja, če se morda obrnemo zdaj še malo gospe Richterjevi, ki od leta 2018 ureja glasilo Nedelja. To glasilo izhaja v Celovcu že od leta 1926 in prav tako kot naša luč izhaja tedensko in v slovenskem jeziku. Kako vi, gospa Richter, gledate na našo luč z vidika nekoga, ki ustvarja časopis v zamejstvu? S kakšnimi izzivi se srečujete vi, s kakšnimi izzivi se srečuje revija in morda kakšne paralele so z našo lučjo? Ja, dobro večer in prav lep pozdrav vsem zbranim v Ljubljani. Lep pozdrav gospe ministrici, vsem iz Rafaelove družbe in seveda vsem prijateljem in prijateljicam v domovini. Hvala lepa družini, ki omogoča, da se tehnično slišimo tudi preko meja in da smo tudi na tak način povezani. Iskrene čestitke naši luči ob jubileju. 70-letnica delovanja je en velik uspeh. Tako kot ste že omenili, Nedelja letos praznuje 95-letnico delovanja in z eno veliko hvaležnostjo gledamo v preteklost na vse ljudi, ki so to omogočali v enih zelo težkih razmerah. Tudi za Nedeljo so bile vmes zelo težke razmere, prepoved slovenskega tiska na Koroškem. Ampak mi smo nadaljevali, naši predniki so nadaljevali in tudi mi želimo to ponesti naprej. Morda še ena zanimivost, Nedeljo je ustanovil župnik Lučovnik leta 1926 v Borljah, v Zilski dolini. Žal je to dolina, kjer je zdaj na Koroškem najmanj slovenščine. In mi večkrat rečemo, luč je prižgal Lučovnik. Naša luč ima to besedo tudi v svojem imenu in se mi zdi en zelo, zelo lep pomen, zelo lepa prispodoba, da mediji na svoj način prenašamo luč. In v tem času se zdi, ob tej poplavi informacij, ob tem možnosti, da informacije dobimo kjerkoli in kadarkoli, pa tudi vidimo, da je zelo potrebna ena uredniška presoja, da so potrebni časopisi, da so mediji potrebni in zato z eno veliko naklonjenostjo spremljamo tudi delovanje naše luči, sedaj v Sloveniji in smo povezani. Mislim, da to kaže tudi sodelovanje na današnji okrogli mizi. Ter želim naši luči še naprej, da bi uspela povezovati vse Slovence v zamejstvu in po svetu, ker morda se včasih premalo zavedamo tega potenciala, ki ga imajo Slovenke in Slovenci po svetu, tudi za matično domovino. In seveda obratno, veseli smo tudi, če matična domovina se zanima za Slovenke in Slovence v zamejstvu in po svetu. In naša luč dela to na en izvrsten način. Hvala, ko vas imamo ravno že pri besedi. Kako pa vi vidite osrednje težave? So kakšne težave pri zamejskem tisku? Zdaj naša luč ni več zamejski tisk oziroma izhaja v domovini. Kako vi vidite ta problem? Je problem ali se soočate s kakšnimi drugimi težavami, kot se recimo naša luč tu? Seveda, izzivi za medije, izzivi za tiskane časopise, če smo ravno pri tem, so zelo veliki.
Digitalizacija je nekaj zelo pomembnega, tudi mi se trudimo iti v korak s časom, pa vendarle je tiskana beseda nekaj zelo važnega. Meni je zelo lepo, ko ljudje pripovedujejo, ali pa tudi sama, ker sem veliko na terenu po Koroškem, in potem, če prideš k eni hiši in vidiš, da imajo tam na mizi nedeljo. To je zelo važno tudi za mlade. Mogoče ne preberejo vsega, prepričana sem, da ne preberejo vsega, ampak prelistajo, morda dobijo kak impuls, preberejo kakšen članek, poznajo koga, ki je v časopisu, in zato je ta povezava s tiskanim medijem zelo važna. Seveda, mi smo tednik v slovenščini, in je žal tako, da veliko bralstva izgubljamo, ker starejši ljudje umirajo, in če nam potem njihovi potomci pošljejo to žalostno vest in to napišejo v nemščini, potem pravzaprav nekako končamo pogovor, oziroma težko prepričujemo, da imamo tudi lepo obliko in lepe slike, ker če nekdo več ne razume slovenskega jezika, je zelo redko, so primeri, ampak res izjeme, da bi naročil tednik v slovenščini. In seveda to je ta bolečina, bi rekla, ki je prisotna na vseh področjih. Če ni več znanja slovenščine, potem tudi ni več takšne potrebe po slovenskih medijih in po drugih stvareh. Ampak tu nismo tako pesimistični, na Koroškem je slovenščina še vedno precej živa in se trudimo, da bi ostala živa. In mislim, da ima tudi medij potem tukaj eno zelo, zelo važno vlogo, da ljudje berejo članke v slovenščini. Mi smo seveda cerkveni medij in smo zelo ponosni na to, smo zelo hvaležni Krški škofiji, ki nas v veliki meri podpira, seveda tudi Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Bundeskancleramtu na Dunaju, ki omogočajo naše delovanje. In ja, to je res en takšen, medije vidimo kot en temelj k ohranjanju slovenščine. Čeprav smo cerkveni medij, kot sem rekla, se pa trudimo, da smo blizu tudi kulturnim društvom na Koroškem in da tudi včasih prenesemo kakšno temo, ki ni tipično cerkvena, da tudi, ne vem, na področju, na primer, računalništva širimo besedišče, ali na kakšnih drugih področjih. In se mi zdi, da je to ena lepa priložnost, ki se tako nedelja kot naša luč tudi poslužujeta. Hvala. Torej, greste v korak s časom tudi na področju digitalizacije oziroma teh novih medijev. Pa morda zdaj iz teh novih časov se premaknimo še malo nazaj v temnejše oziroma senčnejše čase naše zgodovine. V enem od intervjujev je monsinjor Pucelj omenil, da vsako izdajo Naše luči najprej preberejo udbovci. Gospod Emeršič, vi ste pri pisanju vašega magisterija, ste se zagotovo srečali tudi z dokumenti Udbe, ki govorijo o Naši luči. Koliko tega je ohranjenega in kaj nam pravzaprav povedo ti dokumenti? Hvala za besedo, hvala za povabilo in spodbudo, da sem po dolgem času spet vzel v roke to svoje delo. Torej, zavedati se moramo, da je večina udbovskega gradiva bila uničenega. Tik pred nastopom Peterletove vlade, leta 90, torej, so še opravili zadnje velike čistke in je ohranjenega zelo malo, ampak nekaj pa vendarle. In to gradivo, ki je ohranjeno, je, bi rekel, da jasno pogled v zgodovino, v dogajanje tistega časa. Torej, oblast je po drugi svetovni vojni je izseljence prepustila komiteju za staranje. Prav so imeli en odsek za staranje in so rekli, zdaj ne bo več problema, izseljenstva ne bo več, ker kdo bi si pa želel iti iz dežele, kjer imajo delavci oblast.
Zato so bili prepričani, da to stvar preteklosti in prva leta po vojni se dejansko niso ukvarjali, bi rekel, vsaj toliko intenzivno ne za tujino. Potem pa, ko je v 50-ih letih postalo jasno, da ne samo, da niso uspeli ustaviti tega izseljevanja, ampak da drastično narašča, takrat pa jih je zajela panika, ker so spoznali, da je med tem, oziroma ves čas, da je cerkev tista, ki drži te naše ljudi skupaj na različne načine, z različnimi prireditvami, verskimi, kulturnimi, zabavnimi in tako dalje. In tudi z tiskovinami. In Udba je večkrat zapisala, oziroma v dokumentih večkrat najdemo podatek, da se slovenska imigracija ne poslužuje terorizma. To je zanimivo, ne? Ker pri Hrvatih recimo tam že ne bi mogli biti tako sigurni, ampak slovenska se ni. Zato tudi naši niso hoteli nikoli preveč, da se jih povezuje z ostalimi emigranti, ne? Z ostalimi izseljenci. Slovenci so tu bili, bi rekel, kar se tega tiče, zelo jasni. In beseda je bila tisto orožje, ne? Tisti meč. In tega se je začela partija strahotno bati, ne? Ker kot totalitarni sistem želi imeti nadzor nad tem, kaj ljudje razmišljajo in imeti pod nadzorom ves medijski prostor in kakor hitro se je pojavilo neki, bi rekel, nad čemer niso imeli nadzora, je bila pač panika. In zanimivo je, to je pa ta bi rekel, odlika levice, te socialistične, bi rekel, internacionale, kako je povezana, že leta 1953, se pravi samo eno leto po začetku izhajanja naše luči, so že v Parizu komunistični časopisi že zlivali gnojnico na našo luč. Ne. Tako da so takoj jo detektirali in so videli, da je stvar nevarna. Tudi potem v 50-ih letih oziroma v drugi polovici 50-ih, ko pa so začeli izdajati še Med nami povedano, pa še bolj, namreč včasih sem imel občutek, ko sem to prebiral, da so celo se bolj bali kakih zapisov v Med nami povedano, ki so jih dodali, bi rekel, župniki, se pravi ti naši duhovniki, te Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov Evrope, ki so to pač za potrebe svoje skupnosti so to ustavili v našo luč. Lahko si mislimo, da tam, kjer sta recimo bila gospod Zdešar pa gospod Rozman, je partija zelo pozorno spremljala, kaj napišeta v to Med nami povedano. In torej, če mogoče nadaljujem, ko je torej strah, ki je bil realen, je bil, da bi vplivali ti duhovniki na, kot je temu partija napisala v Udbovskem gradivu, na pasivizirano migrantsko maso, nekaj takega. Politično pasivizirano to maso teh izseljencev. Ne. To je bil strah, ne, da bi rekel, neke demokratične ideje svobode, ideje, ki so bile na Zahodu, bi rekel, ukoreninjene, da bi se to nekako preko in pa, da bi se neke tabuizirane teme odpirale, kot recimo povojni poboji, nesvoboda doma, preganjanje političnih dizidentov in tako naprej. Se pravi, teh tem, ki so se odpirale v naši luči, tudi tega se je partija bala kot hudič križa. No? In je spremljala, bi rekel, v arhivskem gradivu najdemo, bi rekel, v večjih fondih najdemo, no, od sekretariata za notranje zadeve, predsednikova dejavnost, do Socialistične zveze delovnega ljudstva in tako naprej v večjih teh, bi rekel, fondih, fasciklih najdemo. Sicer vi ste tak specialistka za ta D-fond, tako da veste, ne, da je naša luč kraljuje med temi prepovedanimi tiski, zlasti zato, ker se je glavnina, največji del izseljenske, bi rekel, največji del izseljencev je šel tja, so šli torej na nemško in zato tak strah, da bi se to zgodilo. Zdaj, če mi boste še kako pod vprašanje postavili, jaz bi še nekaj stvari povedal, ali nadaljujem, ali bo vas se še vrnila? Sigurno imate zelo zanimive stvari za povedati, zato bi vas kar vprašala v bistvu še, ja.
Omenili ste že D-fond in to, da je naša luč tam kraljuje, poleg ostalih revij. Naši izseljenci so se v resnici borili z besedo, s pisano besedo. In najbrž je tudi zato D-fond tako zelo obsežen, ta Nukov prepovedan fond literature, kajti uradno so bile v Sloveniji prepovedane samo 4 knjige, v Jugoslaviji pa 11. D-fond ima pa približno 800 enot gradiva. Kako visoko pa je naša luč kotirala med sovražniki režima znotraj teh prepovedanih tem? Torej, bolj kot se pomikamo proti koncu 60-ih let, više gre. Se mi zdi tam konc 60-ih, začetek 70-ih, bi si jaz celo upal reči, da je bila na čelu. Kajti takrat namreč to lahko tudi izluščimo iz politik, ki jih je ubrala UDBA oziroma partija, v njenem imenu pač UDBA, da bi našo luč uničila. Mogoče, če grem samo po glavnih točkah, torej grožnje z smrtjo pomeni poskus atentata na določene ustvarjalce, recimo tudi gospoda Rozmana, ampak so napačnega začeli pač David, ko so prišli na župnijo oziroma tam v tisto hišo. Potem v določenih časih gospod Rozman niti ni hodil več v Celovec, ker se je zbal, da ga bodo ubili. Zato je opravljal potem kako se to reče, pošiljal dol, to boste vi mogoče vedeti, tisti prelom, ne vem, jaz to tehnično ne vem, kako to izgleda, no. Je delo nadaljavo potem to. Ja, po pošti, tako. Potem do tega, da so skušali zlomiti naše škofe tukaj doma, recimo Lenič je v nekem trenutku bil tik na tem, da bi prepovedal izhajanje. Potem temu gospodu Janku Hornbecku, njemu so ponujali, da mu celotno izseljensko vse publikacije, vse mu financirajo, samo če nehajo izdajati našo luč. Potem umešal se je celo deželni glavar Sima in je rekel, da bo obvestil Klausov, se pravi od predsednika vlade, kabinet in baje ga je tudi. To pomeni, da je šlo v vrhove politike, samo da bi ustavili našo luč. Potem pri sklenitvi Beograjskega sporazuma, ki je bil sklenjen v drugi polovici 60-ih, je bil prav posebne točke so bile, v katerih se je cerkev nekako naj bi zavezala, da bo preprečila izdajanje tovrstnih publikacij. Do tega, da so doma, recimo tukaj, recimo v Sloveniji je zelo napadel našo luč, recimo zelo napadel gospod Roter Zdenko, se bi ga dalo še kaj vprašati gospoda. Potem oblast je zasliševala, ko so ljudje prihajali domov, so imeli prav fond Elba za tiste, ki so jih na meji dobili in so jih zasliševali, pač kaj vidijo v tujini. In so točno poznali vse kanale, po katerih je naša luč prihajala. Recimo ena gospa je mami pošiljala domov našo luč in enkrat dobila samo nazaj, gospa Doroteja Oblak, verjetno poznate, je dobila potem s povratnico, da mama ne želi več naše luči. Potem je pa ona mamo klicala, rekla, kaj pa je, pa je rekla, ne dobim več, se pravi, so poskrbeli, da ni dobila. Potem najbolj tak zabavn po svoje, zabavno pričevanje sem pa dobil čisto po naključju, ko sem delal to svoje delo, sem enkrat obiskal svojega tedanjega, se pravi študentskih let, svojega cimra in govoriva z njegovim očetom, ki je pa delal v Nemčiji kot sezonski delavec, gospod Vinko Perše, in pravi, da je enkrat švercel nek radio domov iz Nemčije.
In je razmišljal, kako bi zdaj to on skril, ne, sej, mogoče ste v svojih časih starejši vsi kaj švercali, ne, pa veste, kam se je to skrivalo, ne, in on je pa rekel, pol mu je pa en prijatelj rekel, zdaj verjetno hudomušno, ali ne vem, mu je rekel, veš kaj, daj ti na armaturku odzad vrš našo luč, pa boš preusmeril pozornost. In on je to res naredil. Je rekel, tisti radio ne bi bil noben problem, pravi, mene so maltretirali, zasliševali, je rekel, jaz sem bil noter na tistem zaslišanju, pravi, cel popoldan in zvečer in pravi, tako so me matrali, res jih nič druga jih ni zanimalo, ne, radio je prišel domov nedotaknen, ker je tista naša luč je bila, to je nekaj najhujšega, ne, to je hujš, kot bi drogo tovoril, ne. Res to je bilo, se pravi, ideje, beseda, ne, je bilo nekaj, česar se je partija očitno resnično bala, ne, in to je tudi tujina opazila, recimo Frankfurter Allgemeine Zeitung je pisal o tem, prav o tem, da kako pritiskajo in skušajo uničiti te publikacije in verjetno so imeli prav našo luč takrat v mislih, ne, ki jih berejo naši izseljenci v Nemčiji, ne, so pisali, ne. Tako, no, se pravi, upam, da sem odgovoril, no, sem se zdaj malo razgovoril. Ja, hvala. Gospod Pucelj, verjetno ste tudi vi doživljali kakšne take dogodke oziroma kakšne pritiske, lahko morda kakšnega podelite z nami? No, teh zgodb je na pretek, lahko bi napisal, če bi mu šel čas, pa cele knjige. Vzamem samo en primer. Šel sem na sestanek s sobrati, letniško srečanje in sem vzel s seboj 3 naše luči, zadnje. Pridem na mejo, kaj imate, tako naprej. Pa sem našteval jaz vse te reči, namesto naše luči sem našteval radije, pa tako naprej. Ampak je vendarle pravi, kaj imate pa zdaj to, bi sem rekel nekaj časopisov, prav vzemite ven. Vzamem ven in seveda med Frankfurter Allgemeine pa še drugo je bilo tam tudi te 3 naše luči. Jih popade, pravi, zapeljte tamle v stran, in potem pravi, počakajte, da pridem, da se pomenimo. Sem čakal tam 4 ure in potem pride, pravi, vstopite, pravi, zdaj sem dobil šefa, se boste z njim pomenili. Sedem za mizo, on gre pa takole na polico, vzame enih 5 albumov za slike. In začne pred menoj listati. Na vsaki sliki je bilo 4 do 5 naslovnic naše luči. To je tako demonstrativno, češ mi vse vemo. Potem pa išče, če ima vse zraven, sem videl, da ta zadnja nima, sem rekel, tole pa nimate, ker je ta zadnja. Sem rekel, lahko odlepstim, sem da vi mene spustite naprej. Seveda so mi to zaplenili, sem moral podpisati protokol, pa vse, kaj še vse, ampak dobro, teh zgodbic je veliko. Rad bi pa morda samo še eno stvar omenil. Ko so seveda poskušali delati pritisk na duhovnike, so podobno opazili, da to ne zadošča. Treba je bilo narediti pritisk na ljudi. In so, že gospod je omenil tole iz svojega študija, na ljudi so začeli pritiskati ob obiskih v domovini. Nekaj časa je celo tako veljalo, da si se moral prijaviti. Čim si prišel domov, si se moral na policiji javiti. In ko sem prišel domov, se nisem javil, je prišel policist in me povabil, da naj pridem na pogovor. Prvo vprašanje, zakaj se niste prijavili? Sem rekel, kolikor jaz vem, čim sem stopil čez mejo, ste vi že vedeli, kaj bi se hodil še prijavljati. Torej, zdaj to zgleda morda tako malo humoristično, ampak dejansko smo se bali.
teh pritiskov so se bali. Jaz poznam primere, ne samo tale moj kolega, ki ga je že omenil, ki so ga skušali zadaviti, z menoj tlele v Münchnu živi Marjan Bečan, bil pa je tisti napad namenjen skoraj gotovo Rozmanu ali pa Zdešarju. Tako da je ta naš sobrat prevzel to vlogo mučenika. Ampak poznam pa tudi seveda primere, ko so človeka zvabili, gostilni se je morda sicer malo delal preveč junaškega, ne? In ko se je malo nalil, so ga porili prek stopnic dol, da je pol leta je bil v bolnici. Ne? Torej, dejansko so bili tudi fizični napadi. In tega, ko so ljudje to nekako se o tem pogovarjali, jasno, da da se je pojavljal tudi strah in nekako odmik od tega, da bi izzivali. Ne? Ker mnogi, ki so predvsem zdomci zahajali domov, so želeli videti svoje domače, so želeli videti svoje družine, so želeli imeti stik z domovino. Ne? Je pa res, da je to delo duhovnikov nekako bilo označeno v domovini kot domovini sovražno. Ta izraz so uporabljali zelo pogosto. In pritisk na slovenske škofe, pa tudi na duhovnike. Ne? Duhovniki so nam očitali, vi tam nekaj objavljate, nas pa tlele gnjavijo potem. Torej, bilo je zelo koncentrirano ali pa orkestrirano nasilje. Mogoče samo to, kar ste rekli, ne, se pravi ti pritiski tudi duhovnikov. Ne, recimo večkrat je šel na Mohorjevo gospodu Janku Hornbeku, je recimo so prihajali duhovniki naši slovenski, recimo gospod Trstenjak, ne, je hodil in ga skušal prepričati, naj neha izdajati našo luč. In številni drugi. Ne? In partiji je uspelo to, delno jim je uspelo to, kar je bil cilj, se pravi narediti neko diferenciacijo, ne? Se pravi spreti duhovnike med sabo. In to so tudi v Nemčiji delno uspeli, ne? Ker so nekateri duhovniki mlajše generacije, tako se je reklo, ne? So potem rekli, no, se res, pa ne smemo biti tako napadalni, ne? In se je začelo trenje, ne? Tudi znotraj Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, kar je bilo slabo. Pa mogoče še samo zadnja stvar, ki bi jo povedal kot zanimivost, ker smo ravno v prostorih družine. Tudi leta 1974 so tudi premetali, so naredili preiskavo družine in mislim, da tudi ognjišča, ampak družine gotovo, in so iskali prav to literaturo emigrantsko, in ko so našli našo luč in te tiskovine, so bile težave potem takrat. To boste gotovo, gospod Rode, vi lahko potrdil. Tako je, v arhivih poročili. Dobršen del tega, kar so recimo pa na meji zaplenili, je pa potem pošlo v defond. Tako da se je tudi na ta račun defond kar do neke mere napolnil. In kot zanimivost morda, da je veliko teh stvari zaplenjenih šlo najprej na takratno policijo oziroma na Ministrstvo za notranje zadeve, kjer so imeli prav en poseben oddelek, mi bi danes rekli temu clipping, ker so pač vse prebrali in označili z rdečo, obkrožili, sklicali, dodali tisto, kar je bilo zelo zanimivo za tiste, ki so to brali, ki so pač spremljali, kaj emigracija počne. Ja. In ti izvodi so potem v nekaj več paketih prišli v NUK v hrambo in mi še danes hranimo pač te clipping izvode. In to je bil aparat, ne, to ni bila samo udba, ne, to je bila tudi izseljenska matica, to so bila konzularna predstavništva, tole imam ravno sem sabo vzel tudi en dokument, ne, ko dejansko konzul piše o naši luči, ne, in tako naprej. Potem tu so bili slovenski učitelji, ki so bili poslani v tujino, se pravi po tej jugoslovanski liniji,
so izvajali nadzor domači mediji in tako naprej. To je bil cel aparat, ne, tudi bi rekel finančno močen, ne. Je pa potem izplen je bil pa zelo boren, ne. Namreč vse v naši grudi so se potem celo na začetku 90-ih malo v nekem trenutku celo posipali s pepelom, ne, so napisali polne knjižnice imamo knjig o Marksu, pa o samoupravljanju, naši otroci pa ne znajo več slovensko, ne. Ker slovenščino si dobil v cerkvi, torej kar je cerkev organizirala, tam se je slovenstvo gojilo, ne, drugoti pa se je šlo politiko, ne. A lahko sam nekaj na to temo, ne? Že na samem začetku, gospod Reven je bil prvi urednik, ne? In mi je pravil, kako je pa veliko sodeloval z Vinkom Žaklom, ne? Ampak gospod Reven je šel, kakor jaz vem, leta 47 v Belgijo gor na študij, ampak socialnih vprašanj pa tega. Gospod Vinko je bil pa že gor. Gospod Vinko je imel čist drugo izkušnjo vojne kot gospod Reven, ne? In je meni Reven rekel, Ljubo, glej, jaz sem vedno iskal malo tako, da naredimo, da malo kakšno stvar zaobljimo, bolj tako enostavno pa nežno povemo. Je rekel, Vinko je bil pa vedno klen, jasen in ni dovolil tega, ker je rekel, je imel drugo izkušnjo, ne, tega. In zato je, če gledate, ne, te stvari, tudi tekste, na začetku in naprej, kako so ti teksti, odvisno, kdo jih je pisal, in so bili poudarki zelo nekje jasni, nekje manj jasni, ne. Eni so hoteli jasno povedati stvari, drugi malo na drug način. Isto se je, kot ste rekel prej, med nami povedano, ne. Tam je pa še vsak duhovnik za svoje področje, za svojo misijo hotel na tisto, kar je bilo tam aktualno biti. In zdaj, če je bil bolj konkreten, so bile že spet težave lahko, ne. Ampak hočem reči, tudi med duhovniki je bilo vedno neko iskanje neke sredine, nekega ravnovesja, že od samega začetka naprej, ne. Je pa res, da gospod Rozman mi je rekel, Ljubo, naša luč nikoli ni bila pro et kontra, da bi iskali za ali proti. Ne, mi smo vedno povedali tako resnico, kot jo vidimo, in ljudje so to sprejemali in zato so jo tudi brali in jo ostajali zvesti. In da vam povem še nekaj za konec. Velikokrat sem konec leta dobil plačano naročnino s čeki ali karkoli in so napisali s tresočo roko, ne vidim, moji ne razumejo več, ampak poravnal bom družino, ali našo luč, dokler bom živ. Mislim, to ti pove, kaj je bila naša luč za te ljudi. Razlog za tako dolgo življenje. Ja. Vsi želimo vse še enkrat toliko. Morda bi še tole dodala, da sem res zelo vesela, gospod Pucelj, da ste omenil ta seznam, ki so ga imeli cariniki in neka vrste katalog teh prepovedanih revij. Jaz sem o tem samo brala, zdaj pa vidim, da sem dobila potrditev, da to v resnici obstajalo. No, in si res zelo želim, da bi enkrat nek tak katalog teh prepovedanih revij, s katerim so si na meji cariniki pomagali, da bi lažje zaplenili tiste prepovedane stvari, da bi ga tudi našli. To bi bila pa res odlična najdba, mogoče v arhivu med udbenimi dokumenti. Tako da, jaz bi vas zdaj še povabila vsakega, da pove morda nekaj, kaj pravzaprav, kaj mu predstavlja naša luč, pa kaj ji želi. Danes vendarle praznujemo rojstni dan, tako da se spodobi, da kakšno lepo, dobro željo, da s tem zaključimo. Mogoče gospa Rihter. Ja, hvala lepa za besedo. Vse najboljše naši luči, sama delam na mediju, se zavedam, kakšna odgovornost je to tudi in tudi kakšno veselje je to delo. In želim vsem ustvarjalcem, da bi naprej našo luč ustvarjali z enim takim veseljem, ki se čuti iz vsake številke. Eden od mojih sogovornikov danes je že omenil lepo obliko in se mi zdi, da je to tudi pri časopisu pomembno. Poleg seveda kakovostne vsebine, tudi lepa oblika in naši luči to dobro uspeva. Mogoče bi povedala dve osebni stvari povezani z našo lučjo. Gospa ministrica je že omenila, da ima tudi stran za slovenščino. Sama poučujem en tečaj slovenščine v Tinjah.
Verjetno dobro poznate ta dom prosvete na Koroškem in velikokrat si pomagam s to stranjo, ki je v naši luči, ki jo ureja doktorica Damjana Kern-Andoljšek in ima res zelo dobre primere, zelo dobre vaje za slovenščino. In je to zelo pomembno tudi, da ohranjamo v časopisih ta nivo slovenščine. Drugo je pa to, ko sem šla kot študentka Ljubljanske filozofske fakultete na Erasmus študij na Dunaj in sem iskala stanovanje ali sobo in je bilo malo težko kaj najti, nisem poznala ljudi na Dunaju, ki bi mi pri tem pomagali. Sem vzela številko Naše luči, tam je bil seznam, oziroma je še vedno seznam vseh duhovnikov in sem poklicala takratnega duhovnika na Dunaju, gospoda Tonija Štekla, ki mi je potem pomagal pri iskanju prenočišča na Dunaju in sva še sedaj zelo povezana, tudi ko živi že v Mariboru. In se mi zdi, da je to res en tak praktičen primer tudi tega, kako naša luč lahko pomaga v življenju ljudi na tej ali na oni strani meje. Ja, želim si, da bi se še naprej lepo povezovali. Se mi zdi zelo krasno, da poteka ta pogovor v galeriji Družina, kjer je bilo tudi odprtje Koroških kulturnih dnevov pred nedavnim. In tukaj vidimo tudi slike Alberta Messnerja, koroškega umetnika iz Bistrice pri Pliberku. Potem tudi na Koroškem sedaj potekajo primorski dnevi. Ravno včeraj smo gostili Tržačane, ki so predstavljali knjige. In novoletno srečanje letos v Svetinjah smo imeli tudi na en tak način preko Zooma, kjer je bilo veliko tudi Argentincev zraven. In se mi zdi, da to povezovanje lepo poteka in si želim, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Posebej pa se veselim že naslednjega leta in Višarskih dnevov, torej srečanja treh Slovenij, ki ga prireja Rafaelova družba. In možnosti za to povezovanje je veliko, pripravljenosti je veliko, veselja je veliko. Vsega tega želim ustvarjalcem Naše luči tudi v prihodnje. In hvala za povabilo na današnjo okroglo mizo. Torej, ko sem se ukvarjal z tem nadzorom teh jugoslovanskih struktur nad slovensko cerkvijo na Nemškem, nisem pričakoval, da bo Naša luč zasedla tako velik del celotne raziskave. Se mi zdi, da je to en tak lep pokazatelj, kako je beseda pri Slovencih svetinja, slovenska beseda. In se mi zdi, da je to en tak magnet, kajti Slovenci nismo tako kot nekateri narodi, ki se, ko se izselijo, pa si potem neke četrti skupaj naredijo, ampak smo se kar znali razpršiti in se mi zdi, da je Naša luč in druge, bi rekel, podobni taki projekti, veliki projekti, so tisti magnet, ki Slovence vendarle drži skupaj in to bi želel, da ostane in da še z jasno besedo, tako kot so, bi rekel, očetje te revije z jasno besedo govorili, da ostane to. Da neki poskusaš, tako kot ste vi rekel, projekt kontra, ampak povedati tako, kot stvari so. Jaz želim Naši luči, da bi še dolgo svetila. Lenartu dobro roko, sposoben je, dobro dela, čestitam. Pa rad bi izpostavil še eno stvar, samo to za konec. Veliko smo govorili oziroma dali smo poudarek Mohorjevi, hvala ji. Bi se pa rad zahvalil tudi družini. Družina je odigrala pomembno vlogo po prihodu v domovino, je skozi stala ob strani, pomagala, tukaj tudi gospod Janez ogromno pripomogel k temu. Moram reči, da z gospodom Grilom in z vami smo res zelo dobro sodelovali. Šli ste nam na roko, včasih tudi dobro roko, ko je bilo treba in če boste še naprej stali, tako po moje bo naj sveti še naprej.
Hvala. Naj omenim še en vidik pri naši luči, torej izdajala je to ali pa pripravljala Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov po Evropi in rad bi omenil eno značilnost te skupnosti. Moram reči, da me je prevzelo, ko sem prišel v to družbo, prav ta raznolikost, ki pa je bila nekako v enem duhu. Vi si komaj lahko predstavljate, kako so se znali te duhovniki recimo usekati med sabo glede vsebin ali pa bi rekel poudarkov v naši luči. Računati moramo namreč s tem tudi, da so mlajši, ki so potem že prihajali iz domovine med izseljenske duhovnike, so morda nekako bolj razumeli ali pa bolj iskali tudi stik z tistimi tako imenovanimi začasnimi delavci na tujem, gastarbeiterji, ki pa so bili že seveda nekako malo odmaknjeni ali pa nekako z eno distanco do cerkve. Doma je pač propaganda naredila svoje in v naši luči so to malo pogrešali, to temo. Treba bilo nagovarjati veliko bolj tudi to sceno ljudi, ki je rasla, ki je postajala močna. Vendar moram reči, da po eni strani, ko sem jaz prišel zraven, sem našel nekako dve težnji. Ko bo šel Rozman, bo to prenehalo. Druga stvar, takrat je bilo finančno zaledje naše luči globoko v podzemlju. Dve stvari, ki sta nekako govorili o tem, pustimo vse skupaj, in cela vrsta naših kolegov je bila za to, da se naša luč, da s tem naporom ne nadaljujemo. Nekaj nas je bilo, ker smo pa rekli, dajmo poskušati rešiti zadevo in peljati stvari naprej. In tu je nastal potem tudi seveda ta ideja ali pa ta prenos revije v domovino, ker se nam je zdelo, da nam ne bo ostalo dovolj moči, da bi se s tem ukvarjali, kar lahko naredijo doma drugi za nas. Tako je prišel v to ekipo gospod Ljubo, pa potem seveda tudi družina kot ustanova. S tem bi želel povedati to, niso samo neki visoki ideali, ampak tako kot je v življenju, se zapleta, je treba reševati zadevo in iskati poti naprej. In če me kdo danes vpraša, kako bo pa v prihodnje, moram reči, da za tiskano glasilo, če ne bo naročnikov, če ne bo rednih naročnikov, bo to vprašanje seveda postalo zelo aktualno, da ne rečem pereče, vendar seveda poskušamo poseči tudi v ta digitalni svet s tem našim poslanstvom in navsezadnje nas tudi k temu silijo tako finančne kot druge personalne razmere. Kdo naj bi ne želel na mojem mestu naši luči še več luči? Hvala vsem in vsakemu posebej za lepe besede in želje in seveda lahko vsi v en glas rečemo, naj živi in še dolgo sveti naša luč. Tako da hvala.
Hvala res vsem gostom za tako pester, bogat in prijeten pogovor, za vse podeljene misli in za ves trud, ki ste ga vložili in ga še vlagate v našo luč. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki s tem, da ste tukaj, nas podpirate in da skupaj obeležujemo ta jubilej. Kdor želi, si lahko še potem po tem srečanju ogleda razstavo, ki je bila postavljena ob tem jubileju, nekaj priložnostnih utrinkov v kratkem sprehodu skozi ta čas. Tako, najlepša hvala vsem in prijeten večer še naprej.